Kakšna je razlika med zborovskim pevcem in pa solistom? Pri zborovskem petju natančnost je vrlina, ne? Se mi zdi, da moraš imeti vsaj še en dodaten par ušes. A te tukaj izvadila, a te zdaj kar uprva vse zadeva? Se lažje poslušaš v ekipi delovne akcije ali v ekipi Bipop? Bi rekla, da mi je nekako lažje v moški družbi. Pa sem takole. Okay. Ti kot die hard fan bi lahko to vedel. No? Pri pop petju pa je zadnja leta sploh kar malo zaželeno, da je mečken gre pa kaj narobe, ne? Ampak še vedno nisem dobil odgovora. Mogoče veš, zakaj so se gospod dirigent po tleh vrgli? Spoštovane in spoštovani, v današnjem podcastu 1, 2, 3 bis gostim dve izjemno kreativni dami. Televizijsko voditeljico oddaje delovne akcije, radijsko voditeljico in pevko priljubljene glasbene skupine Bipop, Ano Praznik, in članico Zbora Slovenske filharmonije, altistko in blogerko Urško Bernik. Spoštovani dami, pozdravljeni. Živja. Ana, najprej vprašanje za tebe. Vedno postavim enako vprašanje gostu, VIP gostu, ki pride v naš podcast, in sicer se spomniš trenutka, ko si se prvič v življenju srečala s klasično glasbo? Mislim, prav tistega trenutka se ne spomnim. Hvala lepa. Dalje? Ne, drugače pa, ja, absolutno, to je bil 2. razred osnovne šole, ko sem se vpisala v zbor na naši glasbeni šoli v Zagorju, ki je takrat bila highlight Zagorja. Pač to je bilo to, kar se je dogajalo, in vsi smo hodili v glasbeno šolo. To je znana glasbena šola, ne? Ja, ful z odličnimi rezultati. Tako je, res. In z krasnimi, uspešnimi glasbeniki, ki so mnogi delovali tudi po svetu, in mislim, da tudi v Slovenski filharmoniji. Drugače pa jaz sem bila v zboru, ne? In sem bila v zboru pečena. Mislim, da 4 ali 5 na teden. Tako da je bolj že mami rekla, prepišemo stalno prebivališče. In te je od nekdaj navduševalo zborovsko petje? V bistvu... Te navdušuje še danes ali je potem... Mi je všeč zborovsko petje zelo. Meni se zdi, da mi je zelo veliko dalo za življenje kasneje, ker sem spoznala tam veliko krasnih ljudi, ker sem se naučila nekega reda, discipline. Imeli smo zelo strogega zborovodjo, Franci Steban je bil. A so vsi zborovodje tako strogi? So, ne? To mislim, da je v opisu del. Ampak kaj to pomeni, da je bil strog? V kakšnem smislu? Mislim, strog je bil, moral je biti red, tišina, in ko ni bilo, je znal orang zaropotati, ne? S klavirjem. Ste vrčevali z glasom, ne? Ja. Mislim, imeli smo se tudi zelo krasno smo se imeli, znali smo se ful dobro sprostiti, ampak ko se je pa delalo, ne? Sploh, ko so bile priprave na kakšne nastope, na revije in tako, takrat pa ni bilo trte mrte, ne? No, tudi tvoja hčerka zdaj obiskuje glasbeno šolo, vzgajaš jo, oziroma popeljala si jo v svet klasične glasbe, igra flavto? Zaenkrat flavto, ja. Mislim, vpisala je klarinet. Pač klarinet. Imeli smo borbe doma okrog tega klarineta. Zakaj? Ja, mislim, meni je bilo super, ne, klarinet. Moj mož je pa rekel, kaj? Klarinet? Pa dobro, to je ful moški inštrument, ne moreš klarineta igrati, vsak pa potem pustijo. Pa najbolj smešno je bilo, ne, apropo temu, koliko znajo otroci jasno izražati svojo voljo, ne, je rekel, a ti veš, kje už sploh lahko igrala klarinet? Mislim, to je sam narodno zabavni ansambel ali pa orkester in to je to. Tle se konča, ne? In pa mi je nazaj rekla, veš kaj, jaz nočem igrati v orkestru, niti nočem igrati v narodno zabavnem ansamblu, jaz hočem da sam klarinet igrati, pusti me. Tako da, evo. Mogoče pa se kdaj zgodi, da pride tvoja hčerka na audicijo v orkester Slovenske filharmonije. Mogoče pa res, ja. In bo rekla, jaz je že, vaša mama je bila tukaj, veste, pred leti smo imeli en podcast. Urška, tudi ti svoje otroke, imaš 3 otroke, vzgajaš v svetu klasične glasbe, hodijo tudi v glasbeno šolo, ne? Ja, ta velika 2 hodita, sicer isto, ki je star 12 let in hodi na kitaro, Sofija je 9,5 in hodi na flavto. Najmlajši je pa še v vrtcu, pa pravi, da bo hodil na nogomet. Aha, dobro, lep inštrument. Filharmonijo? V filharmonijo. Ti pa si obiskovala Akademijo za glasbo
v Ljubljani, študirala si solo petje. A si bila že v času študija tesno povezana s Slovensko filharmonijo? Nekako se mi zdi, da v času študija, da smo vzgajani bili tako, pač tudi želiš si biti solist in mogoče niti ne veš, kaj to vse prinese s seboj. Vedno sem pela sicer, bila sem, mislim, da v nekem obdobju v 8 amaterskih zborih še zraven, kar se je zelo slabo poklopilo časovno. Ampak tako, ne se mi zdi, da s filharmonijo in zborom v resnici nisem bila povezana. Bili so pa več ali manj ponavadi isti ljudje. Okrog tebe. Tako. Ja. Potem pa si naredila avdicijo in se pridružila zboru. V magistrskem študiju sem že bila tukaj v filharmoniji zaposlena. Glasbeniki rečemo temu, da si tezgarla, ne? Ali kako je ta izraz? Ni? Ja, sem bila že redno zaposlena. A ja, si že bila redno? Ja, ne, potem pa nisi tezgarla. Tako, ja. Pardon, vzamem nazaj. Daj mi povej, Urška, kaj je najbolj pomembno po tvojem mnenju pri petju v zboru? Petje v zboru je ena taka zelo specifična oblika petja, se mi zdi. Ne, da imamo drugačen inštrument, ki si solist ali pa neki, ampak se mi zdi, da moraš imeti. Mogoče sta dve taki ključni stvari, ki sta res specifični za dobrega zborovskega pevca, in sicer prva je, da imaš vsaj še en dodaten par ušes. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne poslušaš samo sebe in svojih tonov in občutkov in želja in vsega, ampak imaš še eno ušesa ali pa še dva para ušes za drugih 30 ljudi ali pa 40, ki so okrog tebe. To se mi zdi, da je ena pomembna taka ključna stvar, pa ena taka osnovna ponižnost, ki jo moraš gojiti do soljudi, predvsem pa do dirigenta in najbolj do glasbe, ki jo izvajaš, da moraš sploh upravljati ta svoj poklic dovolj dobro. Se pravi, ponižnost oziroma moraš imeti strahospoštovanje do same kompozicije, ki jo poješ. Tako. To je zelo zanimivo. Jaz sem enkrat že slišal to in sicer sodeloval sem enkrat kot violončelist s svetovno znanim violončelistom Mišom Majskim in podobno je on rekel. Tukaj smo bili tudi mi mladi študentje in študentke in je rekel, da za solista, za glasbenika je najbolj pomembno, da se na odru zaveda, da ni on car, ki igra, ampak car je skladatelj, ki je napisal skladbo, ki jo izvajaš. Da je on v prvi vrsti car. Tako da podobna misel. Ampak Ana, a se ti je, oziroma si kdaj razmišljala o tem, da ker si pela v zboru, da si se naučila boljš poslušati v življenju, nasploh recimo. A si bila zaradi tega boljša v komunikaciji, ne vem, v timu, doma, v partnerstvu? Tle se še učim. Ampak drugače se mi zdi, da... treba imeti še več ušes. Ja, tako, ja. In še mogoče kakšne druge čute vklopljene. Nisem v resnici nikoli razmišljala na ta način, ampak zdaj, ko rečeš in pomislim, pa mogoče res, ja. Zato, ker ko si del zbora, nisi ti sam na odru in ni pomembno samo to, kar ti poješ, ne? Ker lahko pač čist mimo poješ, če ne poslušaš, kaj se dogaja v tvoji okolici in ali so v redu harmonije ali niso, ne. Tako da meni se zdi, da je to absolutno vrlina, ki sem jo pridobila v zboru, tudi za življenje kasneje. Ampak se pravim, ne, se veš, življenje je proces, kjer se skozi kaj novega naučimo. Ekipa, s katero ustvarjaš oddajo Delovne akcije, predvidevam, da je v ekipi... Sami tipi so. Moški, ne? Mislim, ja. Jaz sem edina ženska. Ampak dobro, po drugi strani poješ v skupini Bebop, ste pa 3 dame. To je ta balans v življenju, ki ga moraš imeti. Kje pa po tvojem občutku, kje boljš funkcioniraš? Oziroma, lažje poslušaš v ekipi Delovne akcije ali v ekipi Bebop? Veš kaj, ker gre za večinoma za čisto drugačne teme pogovora. Bi rekla, da mi je nekako lažje v moški družbi funkcionirati, če se pogovarjamo o, mislim, ne samo kot neki sodelavci, ampak tudi nasploh, tako, če je kakšna družba v kafiču ali kakorkoli, se kar znajdem dobro v moški družbi, no. Niso mi tuje niti teme, niti energija mi ni tuja. Tudi v srednji šoli, recimo, sem imela najboljšega prijatelja. Pa ne vem, se mi ne zdi, da sem zaradi tega bolj možata ali pa možača, ali kako naj se izrazim.
Ampak nekako res mogoče me je bolj privlačila od nekdaj ta moška energija. Je pa res, da kadar smo pa punce na kupu, ne, takrat je pa treba, koliko je zastrigla Urška zdajle z očmi, je pa treba veliko bolj v celofanu delati, ne, malo bolj izbirati besede, paziti na ton, ne, ker pri moških je zelo bolj enostavni ste, ne. Črno, belo, ja, ne. Pri ženskah je pa ja, ne, pa v resnici ne. Ampak. Takole. Tako da to je treba kar mečkati. Ta rdeči alarm, ne, v redu sem. No, ampak to zato sprašujem, Urška, ker me zanima, kako je pa s kvotami v zboru. Ja. Ne, to je, si predstavljam, to je firma, ne, kjer ne moreš reči, kle pa več moški, kle več žensk, ampak če se namotam, mora biti vedno pol-pol, ne? Ja, v resnici je pač pol-pol. A je pol-pol? Ja. Se pravi, imamo bas, tenor, alt in sopran. Alt in sopran. In je pol-pol, kaj, 20-20? Približen. In jaz sem še vedno mnenja, da je to res dober večkrat. Ampak ja, zagotovo dober dene to, da smo pol-pol. Ta balans. Ja. Tudi se mi zdi, da zvočno, recimo, je pač dosti lažji, če smo vsi. Nekako pride naravno ta podpora, oziroma da podpirate da drug ni vse drugega. tako visoko, ne. Zanimivo mi je, pri orkestru je neka ta hierarhija. Ne, imaš koncertnega mojstra, imaš prvega violončelista, imaš prvega violista, imaš prvo flavto. A v zboru obstaja ta hierarhija? Ali... V resnici je. Je? Kakšna? In sicer so to 4 vodje sekcij, se pravi za sopran, za tenor, za alt in za bas. So vodje isto? Tako, ja. In oni odločajo potem? Oni odločajo, ne vem, če pride do situacije, kdo bo kje kaj pel, kako se bomo delili, ne vem, če dobimo skladbo pred sabo, ki je recimo 24 glasna ali pa več, da oni določijo ti. Pač vsako določi, če seveda dirigent prej ne odredi pač po svoji želji tega. In je potem, ko smo prej govorili o audicijah, je prav razpisana audicija za vodjo sopranov, recimo, ali pa altov? Mislim, da audicija ni razpisana, ampak je... Ker pri orkestru je, ja, ne? Ja. Okay. Ne, tukaj se pač z določeno voli se, in se pač določi pa to funkcijo. Demokratično. Tako, ja, kvote in vse to. Dobro. Ana, ti si pop pevka. A je razlika po vajinem mnenju, oziroma zagotovo je, kakšna je razlika med petjem pop skladb in pa petjem klasičnih skladb? Kje je ta razlika v tehniki, v interpretaciji, recimo? Ja, mislim, absolutno, vse, ne? Tehnika, interpretacija, vse skupaj. Jaz, recimo, moje izkušnje zborovskega petja so, da morajo biti toni jasni, določeni, enako dolgi, pri pop petju pa vse tako malo zabrisano, ne. A veš, tam moraš biti, recimo pri zborovskem petju, natančnost je vrlina, ne. Pri pop petju pa je, se mi zdi, zadnja leta sploh, kar malo zaželeno, da je mečken gre pa kaj narobe, ne. Se pa simpatično, luškano izpade, kar pustimo. A veš, je organsko, ni tako narejeno, ni tako pravilno, kot recimo mora biti v zborovskem petju. In vem, da takrat naš zborovodja je bil zelo strikten, tudi pač ni vibrata, to se je sam pel. Okay. Nič nismo vibrirali. Kako smo zdaj kaj z vibratom v letu 2024? 2024 imamo. Ne, zagotovo pač vsaka zvrsta, ne tudi zborovsko petje, to ni zdaj samo ena branža petja. Zbor pač izvaja operne zbore, izvaja motete, Bachove motete, ogromen novitet, vse to in pač še vedno imaš isto telo, iste glasilki, isti karakter, iste ljudi, a ne? Se pravi, imaš enako pozicijo inštrumentov v dvorani, samo da pač zvok moš pa spremeniti. In se mi zdi, da tukaj pride pa res dobra odlika zborovskega pevca na dan, kako on še vedno to svoj inštrument ohrani, ampak zabarva drugo barvo. Se pravi, če te prav razumem, ti hočeš povedati, da odvisno je od, ne vem, kompozicije, od stila klasične glasbe, kako bo na koncu zbor zvenel. Se pravi, v baroku zbor zveni drugače, kot pa v klasicizmu ali pa v romantiki. Seveda, to je stvar pač res stila in ta vibrato in to ne vem. Če pojemo operne zbore, zagotovo ne bo šlo brez vibrata. Celo se mi zdi, da zdaj leto 2024 vse, da pride včasih kak dirigent. Zadnjič recimo nekdo dober rekel, ne pej tam vibrato,
kjer ga zmore vsak. Tam ga zmore vsak, dajte ga tam, kjer so drobne note, tam boste pa lepo povezali pol v koloraturi vmesne. Da ti da tako malo sam drugačen upogled v tem, na katerem mestu boš uporabil te stvari. Kakšna je razlika, da si ljudje lahko predstavljamo, kakšna je razlika med zborovskim pevcem in pa solistom? Zakaj je nekdo solist, nekdo je pa zborovski pevc? A je lahko solist, ga lahko postavimo v zbor in bo funkcioniral noter? Seveda bo, ker ima pač glasilk in telo. Ja. Mora pa uporabiti pač to zavest, da ni sam. Se pravi, ego mora dati na stran. Tako. No, pač zelo življenjsko. Ti kot glasbenica, oziroma kot klasična glasbenica in kot pop glasbenica, Ana, ko vidite nekega glasbenika, a po karakteru lahko ocenita, a je dober komorni glasbenik, a je dober solist. Jaz lahko, ampak se vedno zmotim. Okay. Ana? Tudi jaz nimam dobro razvite te intuicije. Ne, pojma nimam, ne vem. O komornosti zagotovo ne bi mogla razmišljati. Pač se mi zdi, da vsak človek nosi to, drugačno v učkih. Neko iskrico, ja. Zdaj ne bi pa mogla na podlagi iskrice določiti, a bo imel še 4 ušesa ali ne bo. Obstaja, oziroma prepričan sem, da obstaja, ampak kakšna rutina obstaja pri pevcu zborovske glasbe? Kaj je tista dnevna rutina? Se mi zdi, vsi trije smo osebe, ki nismo dobri z rutino, ker se tudi ukvarjamo. Vsi trije z različnimi stvarmi. Urška, ti si pač zborovska pevka, zanima te tudi fotografija, blog pišeš, izdeluješ izdelke, skratka zelo si kreativna. Ana, ti si voditeljica, radijska, televizijska, si pevka. Podobno jaz, pač delam na televiziji in sem glasbenik. Se mi ne zdi, mislim, da nismo ljudje rutine. Urška, ampak ena rutina v zboru mora biti. Kaj je tista dnevna rutina, ki jo imaš ti? Obstaja idealna rutina, ta je, da ostaneš, da narediš upevanje slamco, dihalne vaje, čisto odvisen, kako zaporedje se vzameš. Potem pa pride en torek, ki narediš 3 vaje slamco, pa rečeš zamujamo! In si opet. Prvič zapoješ zelo nežno. Čak, a lahko prosim, to je bilo zdaj zelo pijano. A lahko slišam, jaz zamujamo, ker predvidevam... Prvič smo si še nežni. Tako, kako je pa, kad drugič se zabuja? Drugič, tretjič smo pa zamujamo! In to zagotovo ni prijetno, ne zame, seveda ne, ni idealno, za otroke sploh ne, moža zjutraj ni več, tako da mu je to na srečo. Sosedi pa se mi zdi, da se tudi pol počas spokamo vsi od doma. Kako pa na vaju vpliva to, da delata več različnih stvari? A te recimo ustvarjanje fotografije, a ti da to še neko dodatno ustvarjalnost tudi pri glasbi, oziroma spodbuja kreativnost v glasbi? Lahko bi rekla, da sem se naučila videti ene stvari, ki jih prej mogoče nisem videla, in da mogoče tudi to dobro vežbanje o ponižnosti na neki točki, da vidiš druge v prvem planu, ti pa sebe, kako bi to ujel. Lepo je itak biti kreativen, nekaj odločati, da se ni treba čisto samo podrejati, odločati, kaj ti je ful všeč, kaj ti je srednje všeč, pa kdaj je dovolj vibrata, pa kdaj ni dovolj vibrata. Predvsem pa zagotovo in fotografija in filcanje sta tihi dejavnosti. To se mi zdi, da kar za blagodejnost za vse. Balans, ne, v življenju, ki ga iščemo verjetno skozi. Ana, sem imel prav, da nisi človek rutine? Ja, prav si imel. Zelo prav. Zakaj ne? Pa ne vem, mene zelo hitro mi začne biti dolg čas potem, če sem v nekim skozi enimi nistih opravilih, avtomatično začnem iskati neke nove stvari. Mogoče tudi zaradi tega sem si pred leti zadala, pod narekovaj, da bom enkrat na leto probala nekaj, kar nikoli v življenju še nisem, ali probala, ali pa se naučila nečesa, kar še pač ne znam. Karkoli je to, lahko je jezik, lahko je štrikanje, lahko je, ne vem, recimo za leto sem se odločila, da bom se naučila igrati klavir. Okay. Tako, super. Kot da to. Zdaj bom hmal imela rojstni dan. Kako ti gre? Tisti, ki me zdaj posluša, dotični, pač ne bomo o imenih, no. A, še nimaš klavirja? Ne, bo pršel. Jutri bo december. Pohit. Pa božiček.
Tako da, no, to je ena od stvari, ki spet grem malo iz cone svojega udobja in poskušam neke nove stvari, ker sem tak tip človeka, ja. Hiter mi je dolg čas. Ne predstavljam si sebe, da bi delala od do službo. Nič narobe s tem, občudujem ljudi v resnici, ki to lahko počnejo in potem, ko to končajo, odklopijo in imajo normalno družinsko popoldansko življenje, ne. Jaz ne morem, nikoli nisem znala tega narediti in v bistvu zdaj, ko sem toliko stara, si lahko to rečem in niti nočem. In uživam v resnici v tem, no. Tako da ne, nisem človek rutine, ti pa tudi ne? Ne živim življenje, da bi imel rutino, ampak se mi zdi, da bi jo mogel imeti. Ti pametna ura pravi, kakšen je tvoj spanec. Se mi zdi, da manjka v mojem življenju rutine. Urška, kako izgleda sploh delovnik profesionalnega zborovskega pevca? Kaj to se zjutraj ob 8 začne, pa ob 4 konča, mislim, malca. Ne vem, če 8 ur se ne morate peti vsak dan 8 ur. Zagotovo to ne bi šlo skozi. Zjutraj pridemo ob 9, imamo najprej skupno še upevanje, kar še ni šlo prej zjutraj čez. Se pravi, upevanje pri vas je tako, kot v nekem podjetju, brainstorming, ali kaj? Recimo, v prepevanju se naštelamo na isto intonacijo, na iste herce. Na to. Kar je res pomembno, tudi se mi zdi tako pol. Za ekipo, ne? Tako. Pa začnemo vežbati. Odvisen, koliko je programa, kaj je programa. Načeloma smo pol tukaj 4 ure, potem pa pač te čaka še delo doma. Koliko je pa tega dela doma potem? Isto število ur, kot tu, v Filharmoniji. Samo da je pač to neenakomerno razporejeno. Včasih je tega pač veliko. Ampak kaj doma študiraš, pač pesmi, ki ste... Da boš znala jutri. Ali pa pač... Domača naloga. Služba. Noben romantika. Zdaj, to domača naloga ni romantika, če obražaš mojo otjo. Ja, zagotovo. Ana, kjer glasbenik ali pa kjer umetnik je v zadnjem času naredil na tebe močan vtis? V zadnjem času je recimo Teddy Swims, on je pevc pop glasbe, mal soul R&B, tako, ful me je navdušil zaradi njegovega vokala. Zelo me je navdušil zaradi njegove barve vokala, interpretacije, načina petja, tako se mi zdi, da je mal moških vokalov, ki me impresionira in ta je eden od teh, ki me je v zadnjem času. Sicer pa sem velika oboževalka Davida Bowieja. Pred leti sem nekako si zadala, da bom šla na njegov koncert in sem 7 let, mislim, da spremljala. Ali bo dal še kakšen datum ven ali ne. In seveda ga ni dal in to je pač ena moja neuslišana oziroma neuresničena želja. A je imel David Bowie dobro pevsko tehniko? Mislim, jaz sem tudi njegov fan, drugače. Ja. Pač, ja, itak. Po svoje je pel, ne? Tako. Ja. No, kjer umetnik oziroma kjer solist ali pa ne, pa je na tebe naredil v zadnjem času velik, močan vtis. Se mi zdi, da od tej hiši, ker sem pač zaposlena, ko vsem toliko časa in toliko energije pustim za to, da bi težko zdaj poiskala nekoga izven pač tega. Smo imeli enega dirigenta, ki je postal tudi naš novi dirigent. Aha, zdaj ko je postal. Ja, okay. Steven Layton. Recimo, on se mi zdi res izjemen. Na nek tak specifičen način najde glasove ljudi. Vedno smo postavljeni čistko v krogu, on je v krogu, skratka, jaz sem opela takole, on je bil takole, jaz sem takole in najprej sem kaj če bom pela. Pol se malo sprostiš, ker gotoviš, da je vse v redu. In on recimo, on tudi tako na psihološki ravni potem ureja v bistvu zvok zbora. Aha, se pravi tudi dober psiholog. Ja, v resnici. In točno ne ve, kako bo sledilo zaporedje dni. Se mi zdi, tako sem jaz to občutila, da je točen vedel, do ponedeljka moramo imeti tole, do torka moramo imeti tole, zato da bo v nedeljo šlo najlepše možno čez. In je v resnici šlo. Wow. Ja, res čarobno. To je ful sposobnost. Ja, zelo. In sicer prej je bil dirigent v Trinity College, zdaj pa je pri nas, ja, čudovito res. Moja mama je zdaj že v penziji, ampak je tudi pela v zboru Slovenske filharmonije. Jaz se spomnim, enkrat mi je povedala, da ko je bil on še gostujoči dirigent, če se ne motim, mi je o njem pripovedovala, da je zelo zanimiv človek, da je enkrat dirigiral in potem se je pa na tla vrgel. Kaj? Da mu totalno, ker mu to muzika dogaja, ali kaj je bilo to, ampak je rekla, da v zboru nismo mogli verjeti, niso čisto razumeli, zakaj. Jaz se spomnim tega trenutka, jaz sem bila tudi zdrava. Kaj se je kar zabrisal potem? Ja, pač, on je bil pač prepričan, da smo mi pač tak Balkan, Slovenija, a ne, pač je to tako daleč od kraljevine
Britanije, da najbrž ne znamo angleško. Je v bistvu cel teden nekako pantomimiko več ali manj uporabljal z nami, na kar je v nedeljo po koncertu ugotovil, da nekaj pa znamo. Zdaj je od tega minilo, ne vem, 12 let, 11 let. In vmes je bil še parkrat tukaj in ne vem, zdaj je res, ne bi rekla, da smo prijatelji, ali pa nekaj, kar pač vse je... Dobro se razumete, ne? Zelo, zelo res. No, ampak še vedno nisem dobil odgovora. Mogoče veš, zakaj so se gospod dirigent po tleh vrgli? Ker je mislil, da se na Balkanu tako počne. Ne, zagotovo pač. Najbrž smo bili prezaspani, ali kaj jaz vem. Mislim, jaz bi vsem poskala... A zanimirati vas je hotel? Ja, najbrž. Zanimivo. Ja, kot da tile. Rabite animacijo. Vse v redu. V bistvu je zelo zabavno, ne? Mislim, ker si predstavljam, recimo zborovsko petko na takem res pač na najvišjem možnem nivoju, zelo resno, strogo in to pa imaš dirigenta, ki pride uleti in se ti vrže. Mislim, očitno se je zelo pestro in se marsikaj dogaja. Mogoče smo bili vsem preveč zaresani. Ne, ja, v resnici ta rutina pa strogost pa profesionalizem pač morajo štimati, ampak ne more kar glasba kar zacveteti, če smo vsi takole samo, ne. Tako, vse en ta flow, da vse gre naprej, vse je treba obdržati na življenjskem tem nivoju mogoče. Ana, zelo rada imaš tudi šport. Kaj te od športa zanima? Mislim, športaš, ker rada športaš ali zato, da imaš kondicijo, pa da narediš vse? Zdaj govoriva o telesni kondiciji ali govoriva o odrski kondiciji? O odrski, se pravi. O odrski kondiciji, ja. Mislim, to sem hotel vprašati. A športaš zaradi odrske kondicije ali... Ker predvidevam, da rabaš, ne? Veliko odrske kondicije. Ja, ampak odrska kondicija je nekaj popolnoma drugačnega kot kondicija, ko greš ti na, ne vem, Pohorje, recimo, ne? Meni. Ker eden od zelo fajn testov, recimo, ko mi končamo s snemanjem oddaje, se pravi, snemamo 3 do 4 mesece, potem imam recimo neko obdobje frej, pa z bipop začnemo spet z nastopi in tako. O moj bog, to, ko jaz prvič stopim na oder. Ja, to se meni po porodniški zgodi. Dobro, da nimamo na glavnih mikrofonov, ker to ne vem, kaj bi se zgodilo. Res neverjetno, kako zelo drugačna kondicija je to. Tako da... Tudi tako se mi zdi mentalno, da vse kar naenkrat spet trema dobiš nazaj po nekem, a to sem spet jaz, a nisem še 10 let tukaj. Glas je kar drugačen, a veš, moraš se malo upeljati, moraš se malo ufurati, potem je spet v to. Mislim, meni je kar izziv in kar težava. Ja, pa kako pa nabiraš to kondicijo potem? Ja, z nastopi, ker pač Vice Bipop nimamo. Vsak nastop je 4 ure na dan, pa 4 ure doma še. Pa še 4 ure doma. Drugač to, mislim, fizično pa poskušam, koliko smo prej govorili o rutini, ne, da mi hitro postane dolg čas, je enako pri športu. Ne. Rada, ko zagrizem v en šport, ga nekaj časa grizem, pol pa je obgrižen in potem rabim nekaj novega zagrist. Tako da zdaj trenutno sem na boksu. Na boksu? Wow. Ja, na boksu, pa tam pa tudi kaj po tleh padajo, ne? Tako, padajo. Ko domine. In sem zadnjič prav razmišljala, da bi morala mogoče res med treningom pet zraven, sicer ne, kako bi to izgledalo, ampak ravno zato, da dobim to neko odrsko kondicijo. Ker je malo nerodno, veš, ko po dolgem času ne nastopaš. Tudi resnici, ne, takrat ful dobro uporabiš ta svoj kor in tako je, to ti gre pa vse dobro. Vidiš, kako razume. Kakšna je pa kondicija zborovskih pevcev? Maybe ne boksamo. Ne, zagotovo je potrebna, da zdržiš, ko se mislim. Ampak je tudi pač posebna neka kondicija, oziroma isto nastopanje, petje vsak dan. To je neka pljučna kondicija, pa ta neka dihalna kondicija, pa to se mi zdi... Mislim, da pa Marjana Lipovšek, da je rekla, da ona vedno, ko je športala... Marjana Lipovšek je zelo znana operna pevka. Tako. Bila sem na nekem njenem seminarju in je rekla, da ona vedno, da tudi kadar je pač shujšala, da vedno ta obseg pri pljučih je pač vedno ostal isti. A ne, da tok natrenirala se. Ja. Urška, na kjer koncert bi Ano povabila v novi koncertni sezoni? Kjer je tisti koncert, za katerega misliš, da bi bil pa zdaj mi poglavži hod nekih 6 koncertov, ne bom. Dej. Reč pa 3, ajde.
Zagotovo bi te povabila na vokalno-instrumentalni program. To je cikel vokalno-instrumentalne glasbe. Recimo tam bo prav ta dirigent, o katerem sem prej govorila. Pridem. Jaz si predstavljam... Pričakovanja so visoka, ne? Upam, da jih bomo zadostili z drugimi dimenzijami. To se mi zdi, da bo en res čudovit koncert za Božiče. Sicer pa imamo tudi v zboru PVC cikl, in sicer je to pretežno vokalni cikl, kjer pa izvajamo več ali manj samo a capello glasbo z nekimi določenimi izjemami. Super. To mi je ful blizu. Ja, in tukaj se mi zdi, da se ena taka res široka paleta zborovske glasbe lahko doživi. PVC. Tako. Plastika. Zelo plastične dimenzije. Zelo plastične dimenzije. Ja, res. Super, to se zelo fajn sliši. Hvala. Pa pridem. Zdaj, prej smo se pogovarjali o različnem načinu petja, o različnih tehnikah med pop petjem oziroma petjem pop glasbe in pa petjem klasične glasbe. Tako da z Urško sva se malo pogovarjala, kakšno nalogo oziroma kakšen preizkus bi ti dal, seveda v sodelovanju z zborom Slovenske filharmonije. Tako da, Ana, če sprejmeš izziv, bi te v nadaljevanju povabil med pevke in pevce zbora Slovenske filharmonije, pa da vidimo, kaj so ti pripravili. Pa ne bom porušila balansa. Niti malo. Pol pa sprejmem. Sprejmeš. Ja, z veseljem. Kaj pa bo? Priredba je glasbeno delo, ko je izvirna ideja prilagojena za eno drugo zasedbo. Izvorno je ideja, skladba namenjena nekemu instrumentu ali pa skupini instrumentov in se jo priredi za drugo skupino instrumentov ali pa zbor. Kdaj so se pojavile prvič? V bistvu že v baroku. Johann Sebastian Bach je občudoval Antonija Vivaldija in je njegove koncerte za godala priredil za orgle. In obstajajo to kot samostojne orgelske skladbe, prirejeni Vivaldijevi violinski koncerti. Konkretno pa, vsaj pri nas v Sloveniji, je največ govora o priredbah ljudskih pesmi. Seveda, tako kot obstajajo priredbe klasične glasbe ali pa ljudske glasbe, pa obstajajo tudi priredbe popularne glasbe. Ana, dobrodošla v družbi zbora Slovenske filharmonije. Hvala, živjo. Mi smo drugače prvič v podcast 1, 2, 3 bis povabili človeka iz sveta pop glasbe. In smo se odločili, da pridemo ti majčken naproti in skupaj odpojemo pop skladbo, ampak v stilu klasičnega zborovskega petja. Odlično! Katera skladba pa to bo? The best! Bodi zvezda, moje sanje vse, daleč med oblake peli me. Tvoje dlani me zjutraj budijo. A te tukaj izvadila, te zdaj kar v prvo vse zadeva? Prvič pa bo pop pevko in prvič bomo pa kar vse v prvo. Če so sami profiči. Ti pa tudi, ne? In tako. Poleg tega je to pesem, ki jo v polnoči takole zapoja, veš. A imaš kak nasvet, kako bi bilo boljš? Bolj zborovsko? Samo vdihneš, odpreš ušesa in pjevaj dušo. Prav. Tvoje dlani me zjutraj budijo. In imaš od spredi to nadzunji, se poslušaš, odpreš grlo. V tvojih očih bodi zvezda, moje sanje se. V tvojih očih iskri se veselje. Prej smo veliko govorili o poslušanju. Zdaj, mogoče še klele par napotkov. Ker je solistka, mislim, da lahko počne. Ne rabi poslušati. Se pravi, morajo vsi ostali njo poslušati, v redu. Rešen. Toliko tisti ponižnosti, o kateri si prej govorila. Ok, potem pa jaz vsak tvoj pogled. Ne, čak samo malo. Ampak Anda, kaj pa koreografija? Niga komada od bipop A ja, to brez zato, da zdaj koreografije. kondicijo nabiram, ne? Veš kaj, pri tem komadu imamo samo takole.
Okay. Ti kot die hard fan bi lahko to vedel. No? Krištof je pa naredil priredbo. A res? Ja. To, ja. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, Ana Praznik in zbor Slovenske filharmonije, dragi fani, skladba Bebop, Bodi sonce. A je? Lahko tudi, Bodi zvezda. ampak bodi zvezda, no. A bodi Ti ste pa zvezda. moje sonce. A ti se pa moje sonce. Tilen, jaz sem resno začela Da dvomiti v nisem. tvojo iskreno privrženost Bebopu, res. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, Ana Praznik in zbor Slovenske filharmonije, skladbo Bodi zvezda od Bebop. V tvojih očih iskri se veselje, tvoje srce ve za vse moje želje. Tvoj nasmeh, najljubši in vižda. Jaz sem nebo in ti moja si zvezda. Svetiš, ko nikogar ni, ko objavaš me, naj nebo zagori. Bodi zvezda, bodi moj nasmeh, moje upanje in iskrica v oči. Bodi zvezda, moje sanje vse, daleč nedobrane peri me. Tvoje dlani me zjutraj budijo, tvoje oči od ljubezni žarijo. Vsak tvoj pogled me znova očara. Vsak tvoj nasmeh, nove zvezde pričara. Svetiš, ko nikogar ni, ko objameš me, naj nebo zagori. Bodi zvezda, bodi moj nasmeh, moje upanje in iskrica v oči. Bodi zvezda, moje sanje vse, daleč nedobrane peri me. Sanjam te, čutim te, ti me osrečuješ, peleš daleč med zvezde me. In ob meni si, ko nikogar ni, moja sreča in zvezda si ti. Bodi zvezda, bodi moj nasmeh, moje upanje in iskrica v oči. Bodi zvezda, moje sanje vse, daleč nedobrane peri me. Bodi zvezda, bodi moj nasmeh, moje upanje in iskrica v oči. Bodi zvezda, moje sanje vse, daleč nedobrane peri me. Ful vam hvala. To pa je bila ena taka posebna verzija. Jaz sem imela solzne oči. Sem se komaj zadržala. Res prelepo. Hvala, no. Zdaj pa še ti si moje sonce.